Hello! Nekam se odpravljam, da ne boste mislili, da vsak dan v bleščičastih hlačah drgnem štedilnik, samo ob posebnih priložnostih. Ampak sem rekla, bom sem še na hitrico posnela, ker že 2 dni govorim, da bom, pa še zmer nisem do zdaj. V glavnem, naročila sem knjigo Nino Senar Kontrec. Nisem je še dobila, jo težko pričakujem. Seveda sem zelo optimistična, ker mislim, da jo bom ful imela čas brati. Verjetno bom teh 400 strani ali koliko je prebrala glih enkrat do poletja. Ampak, nima veze. Skratka, naročila sem jo zato, in to govorim zato, ker se spomnim, da sem prišla na pogovor na Pop TV glede dela zame tam. In so mi dali v test za probat vodenje, med drugim tudi Big Brotherja. Predtem ga je vodila Nina Senar in jaz si preprosto nisem znala predstavljati, da bi ga lahko vodil še kdo drug, kaj šele jaz. In ko se je ta test pač naredil, se je tudi izkazalo, da jaz resnično nisem za tip takšnih oddaj in za moje pojme je Nina ena izmed redkih, ki je znala Big Brother voditi tako, da smo ga gledali ne samo zaradi šova kot tazga, ampak tudi zaradi nje. In v neko spoštovanje ženski, ki je znala po 5 letih težke bolezni najdeti moč, pogum in priti nazaj, povedati svojo zgodbo. Jaz verjamem, da ni lahko govoriti o verjetno najnižji točki v življenju z širno javnostjo, še posebej, če se dogaja v tako ranljivem obdobju, kot je zgodnje otrokovo življenje. In mislim, da če so ljudje pripravljeni deliti svoje izkušnje z nami, da nam to lahko zelo pomaga, no? Tudi ostalim, sploh če, kot razumem, tukaj ne gre samo za Ninino pripoved, ampak tudi za nekako zgodbe strokovnjakov, ki se s takšnimi in podobnimi primeri soočajo v svoji praksi. No ja, nekaj, rečemo temu, zelo koristnega. Tako da jaz se veselim branja, jaz Nine ne poznam, tako da tole ni nobena reklama zanjo, gre samo za to, da sem hotela narediti eno tako zahvalo za navdih, ki ga je dala in ki ga daje.